Tam so redno kamenjali obiskovalce in žalujoče. Povsod je bilo razmetano smeti. Soočili smo se s situacijo, kjer so bile grobove redno oskrunjene. To je bila največja narkomanska beznica v vzhodnem Jeruzalemu. Situacija je bila grozna. Če ne dovolimo našim pokojnim, da počivajo v miru, tudi mi ne bomo živeli v miru. Jeff Dalby je izraelski predstavnik Mednarodnega odbora za Har Hazeitim, Oljska gora, kjer od leta 2010 dela na izboljšanju varnosti, ohranjanja in dostopa na najstarejšem in največjem judovskem pokopališču na svetu. Kot dolgoletni zagovornik Izraela je prej vodil izraelsko pisarno cionistične organizacije Amerike. Dobrodošel v studiu JNS, Jeff. Hvala, da ste me povabili, Steve. Povejte nam najprej nekaj o sebi in svojem delu pri Har Hazeitim. Seveda, torej izviram iz New Yorka in živim tukaj v Izraelu od pirač leta 2007. In bil sem nekoliko seznanjen v svoji prejšnji vlogi kot direktor ZOA Izrael s situacijo na Tempeljskem griču na Oljski gori. Vendar nisem bil popolnoma seznanjen. Novembra 2010, potem ko je državni revizor Izraela, Micha Lindenstrauss, izdal ostro poročilo o razmerah tam zgoraj, sem se tega zelo dobro zavedel. Tako sem se skupaj s številnimi drugimi ljudmi iz Združenih držav, ki so imeli starše pokopane na Har Hazeitu, združil. Ustanovili smo ta mednarodni odbor za Har Hazeit, Oljsko goro. Zelo tesno smo sodelovali z vlado. Takrat je bila situacija tako grozna, da so tam redno kamenjali obiskovalce in žalujoče. Imeli smo smeti raztresene povsod. Soočili smo se s situacijo, kjer so bile grobove redno oskrunjene. Po pokopališču so potekale oslovske dirke. Na pokopališču smo našli mrtve osle. Naši sosedje so uporabljali pokopališče. To je bila glavno zbirališče za vbrizgavanje drog v vzhodnem Jeruzalemu. Navpične nagrobnike so uporabljali kot vratnici nogometnega gola. Torej, situacija je bila grozna in državni nadzornik je imel popolnoma prav. Tako smo se povezali z vlado in sodelovali z njimi. Bili so izjemno sodelovalni in začeli smo ukrepati. Najprej z vzpostavitvijo policijske postojanke na vrhu. Postavili smo ograjo, zato smo dobili 4 milijone šeklov. Povsod so bile nameščene kamere, vse so bile povezane z osrednjim varnostnim štabom. Kamere so bile nadzorovane 24 ur na dan, vse dni v tednu. Poslali smo tudi policiste v civilu in redne patrulje. In lahko bi našteval še in še. A počasi, a zanesljivo obstaja izraz v hebrejščini sur meira va seitov, kar v bistvu pomeni, da najprej odpraviš slabe stvari in se nato obrneš k dobremu. In hvala Bogu ter vsem vpletenim ljudem, tudi policiji. Uspelo nam je preobrniti razmere na gori, če že ne za 180 stopinj, pa vsaj za 160. Ne skrbite, poskrbeli bomo še za preostalih 20%. In to je zdaj situacija, s katero se soočamo. Od oktobra 2018 nismo imeli resnega dejanja vandalizma. In to, kar zdaj počnemo, je, da gradimo obiskovalni center na Har Hazeitimu, da bi pritegnili mlade, študente, vojake, turiste. Obiskovalce vseh vrst, da bi izvedeli več o svoji dediščini, ker je Har Hazeitim, Oljska gora, ima panteon judovskega voditeljstva in učenosti, ki počiva na tej gori. Zato želimo izobraziti naše mlade o njihovi dediščini. Omenimo le nekaj ljudi, ki so tam pokopani, za tiste, ki tega ne vedo.
No, začnimo z A seznamom. Obstajajo tudi tisti z B in C seznama, ki imajo zanimive zgodbe v ozadju. Ampak kar se tiče A seznama, govorimo o premierju Menachemu Beginu. Govorimo o Henrieti Szold, ustanoviteljici Hadasa. In govorimo o Rabu Kuku, Rabu Gorenu, Bartanuri, Orha Hadžimu in lahko bi našteval naprej, Rabu Hutnerju. Karkoli omenite, tam so. In vendar je obiskovalni center več kot le dostop do pokopališča. Vi ga vidite kot veliko več kot to. Absolutno, absolutno. Obiskovalni center, ki je, bi rekel, trenutno približno na pol dokončan. Tam sem vsaj 2-krat na teden, če ne še več, bo več kot samo obiskovalni center. Več kot samo prostor, kjer lahko prevzamete recimo referenčno gradivo ali v raziskovalnem centru preverite, kdo je tam pokopan. To bo veliko, veliko več kot samo okrepčevalnica ali prostor, kjer bodo potekali pouk in predavanja. To bo izhodiščna točka za vstop na pokopališče. Tako da se bodo mladi lahko neposredno povezali s pokopališčem in vsemi osebnostmi, ki so tam pokopane. S tem mislim, da bo to vznemirljiva izkušnja za mlade. Bomo uporabljali stvari, kot je obogatena resničnost. Ko vzameš svoj iPhone, usmeriš kamero recimo na grob Menachema Begina. Na zaslonu se ti bo prikazal Menachem Begin. Povedal ti bo zgodbo. In v tej zgodbi bo namig za tvojo naslednjo postajo. In pravzaprav, če bi to organizirali tukaj pozno popoldne, recimo, da bi lahko nekateri učenci, ki sedijo v šoli v Torontu, sodelovali pri tem in nam pomagali pri tej nalogi. Takim dejavnostim pravijo izzivi. Zato upamo, da bomo to izkušnjo prinesli ne le v obiskovalni center, ampak tudi na samo pokopališče in ljudem ter Judom po vsem svetu. Bodo lahko sodelovali v teh dejavnostih. In kakšen je časovni načrt glede tega, kdaj pričakujete uradno odprtje? V redu. No, pravijo nam, da bo to za pašo 2027. Morda poletje 2027. Stiv, resno, če verjameš v to, imam most v Brooklynu, ki ti ga lahko prodam. Ampak, veš, upamo, da bo nekje leta 2027, morda v drugi polovici 2027, stavba dokončana. In kmalu zatem jo bomo odprli za javnost. In trenutno smo v postopku iskanja upravljavca. Razpis za ponudbe bo kmalu objavljen. In upamo, da bomo našli upravljavca, ki bo pripravljen izkoristiti vse, kar ponuja Oljska gora. Ampak v tem času vas še vedno obiskujejo ljudje, vem, da tudi sam tam vodim oglede, tako da ljudje lahko že pridejo na obisk. Ogled vodim redno. Pravzaprav bom enega vodil jutri zjutraj ob 10. uri, če se nam želi kdo pridružiti. Ampak ja, število ljudi se je povečalo z najnižje točke leta 2014, ko jih je bilo približno 200 na dan. Zdaj nas obišče več kot 2000 ljudi. Včasih, ko smo tukaj imeli turistično industrijo, je bilo to tretja najbolj obiskana turistična točka. S tem mislim na fantastično razgledno točko. Razgled, ki ga dobiš, je zanimiv, ker tukaj v studiu gledam ven proti razgledu, ki bi ga imel z vrha Oljske gore. Po Jad Vašemu in po zidu objokovanja, po zahodnem zidu, je bil ta razgled z vrha Oljske gore tretja najbolj obiskana točka, ki so ga večinoma obiskovali krščanski romarji. Ampak veste, upamo, da bomo to spremenili. Prirejamo dogodke na Oljski gori in bomo pripeljali še več ljudi, več Judov na Oljsko goro. Podobno kot je župan Rudy Giuliani naredil v Centralnem parku, včasih, ko je bil Centralni park nevaren. In pripeljal je Metropolitansko opero, Newyorško filharmonijo, Schaefferjev glasbeni festival, filmski festival, javne knjižnice New York,
in na Dela Court Shakespeareov festival v Centralni park. No, glej ga zlomka, prišlo je na tisoče, 10 000 ljudi, policija jih je bila prisiljena varovati in tako je Centralni park v bistvu postal varen. In to je naš cilj tukaj. Jaz temu pravim julianizacija Har Hazaitima. Le da na začetku ne pišem GU, ampak pišem JEW. V redu, ampak zakaj je tako? Če malo razširiva pogled, tako pomembno imeti živahno judovsko prisotnost na Har Hazaitim. Obstaja več razlogov. V bistvu so 4 razlogi, zakaj so se ljudje vključili v to pobudo. Prvi je varnost. Začeli smo s 3 mandati. Varnost, varnost in varnost. In v veliki meri smo to tudi dosegli. Drugi so se vključili zaradi tega, kar v hebrejščini imenujemo kavod hamet. Da če ne dovolimo našim pokojnim, da počivajo v miru, tudi mi ne bomo živeli v miru. Tako da je to velik del tega. Čast in spoštovanje do mrtvih. Najbolj spoštovano, najsvetejše pokopališče, judovsko pokopališče na svetu. Varnost in kavod hamet. In tretji razlog, ki je res moj razlog, je izobraževanje. Sem izobraževalec, preden sem se preselil sem v Izrael. 33 let. Poučeval sem v učilnici. Tukaj imamo največjo priložnost, da izobražujemo naše mlade. Tako smo zaskrbljeni. Slišite o tem, ko govorimo o amjut, judovskem ljudstvu, da je največji problem danes. Judovska identiteta med mladimi. Tukaj imate fantastično priložnost, da ukrepite to judovsko identiteto. To je tretja stvar. Četrta stvar je pravzaprav eden od razlogov, zakaj sem se vključil, ko sem delal za ZOA, in to zato, ker je greben Olske gore, ki je dejansko dolg 2 milji. Razteza se od Har Hatzofim, torej gore Skopus na severu, vse do kraja, ki se imenuje Kitmat Sion, na južnem koncu tega dolgega grebena. In kot vidim tukaj, ščiti vzhodni Jeruzalem, če bi izgubili nadzor nad njim. In žal so Arabci gradili od Betlehema na jugu in iz Ramale, Albire, na severu, več kot 38 000 nezakonitih objektov. In če si predstavljate Olsko goro kot ozko grlo, kot vrat peščene ure. Preprečevanje, da bi se ti 2 izboklini združili, je popolnoma ključno za celovitost vzhodnega Jeruzalema. Lahko bi rekli za celoten Jeruzalem. In ne samo to. Ampak imamo čudovite judovske skupnosti vzhodno od Har Hazaitim. To so skupnosti kot so Mišor Adumim, Kfar Adumim, Maale Adumim, Alon, Kedar, čudovite skupnosti. Tudi te bi bile ogrožene, če bi izgubili greben Olske gore. Torej obstajajo v bistvu 4 razlogi, zakaj bi nas to moralo skrbeti. In glede na vaše prepričanje je lahko eden pomembnejši od drugega. Vem, da ste mi povedali, da želite pritegniti ne le verne Jude, ampak vse vrste Judov in tudi kristjane, kot ste omenili prej, in druge, da jih vključite in izobrazite, kot ste rekli, na tem zelo pomembnem kraju v judovstvu, in ne samo z zgodovinskega vidika, ampak tudi, kot ste rekli, z vidika identitete. Točno tako. Obiskovalni center bo odprt za vse. In mislim, da je še posebej v teh dneh, žal, geopolitična situacija takšna, da je zunaj ogromno nevednosti. Obstaja ogromno nerazumevanja. In ob tem nerazumevanju naša prisotnost v Jeruzalemu je izjemno pomembna. In Olska gora, stara 3000 let. Najstarejši grob na Olski gori je grob faraonove hčere. Ne faraonova hči, ki je iz Nila potegnila Mojzesa, ampak faraonova hči, ki se je poročila s kraljem Salomonom, Šlomo Hamelehom, in ona je pokopana na Har Hazitim. Zato je pomagati ljudem razumeti, da to mesto resnično govori o naši stalni prisotnosti v Jeruzalemu in Izraelu, povsem bistveno,
še posebej v teh dneh. Ali mislite, da je to tudi ključno za širšo sliko? Ne maram tega imenovati narativa, ampak da povemo resnico o tem, kaj se dogaja v Izraelu. In tudi pokazati svetu, kdo v resnici smo. Mislim, da je to povsem bistveno. In lahko se prepirate o tem ali onem, vendar Oljski gori ne morete oporekati. Tam je 150 tisoč Judov, kot sem rekel, ki segajo 3000 let nazaj in prebivajo na Har Habait, na Oljski gori. To je nesporno dejstvo o naši prisotnosti tukaj. In zato postane to popolnoma bistveno. Mimogrede, lahko se prepirate, če pogledate čez na Tempeljsko goro. Tam ne boste videli nobenega znaka judovske prisotnosti, vsaj nobenega očitnega znaka. Morda, če bi kopali globlje, boste našli znake. In res smo našli znake, ko so izkopavali tisto, žal, podzemno mošejo. In nenadoma vseh teh 100 ton zemlje, ki so jo vrgli v Kidronsko dolino med Oljsko goro in Tempeljsko goro, je dejansko razkrilo dokaze o naši prisotnosti na Tempeljski gori. Če pa samo pogledate, kakor je zdaj, ne vidite nobene judovske prisotnosti na tej ploščadi, na tej 40-akrski ploščadi, v nasprotju z Oljsko goro, kjer lahko greste od enega groba do drugega. In vsak posamezen grob je dokaz naše prisotnosti v Jeruzalemu skozi vso zgodovino. Kakšna je torej vaša vizija? Opravljate tako pomembno delo. Kakšna je vaša vizija za Oljsko goro v prihodnosti, za ljudi, ki ga bodo obiskali od naslednjega leta naprej? Prva stvar je, da ostane varen. To je bila naša prva in najpomembnejša naloga. In to je naloga, za katero bomo poskrbeli, da bo ohranjena. Ne bomo počivali na lovorikah. Nenehno bomo izboljševali razmere. Pravkar smo od vlade prejeli 6 milijonov šeklov za nadgradnjo naših kamer. Ker, žal, 2 mladi ženski, ki sta sedeli v našem varnostnem štabu. Včasih sta morali na tipkovnici porabiti tudi do 5 minut, da sta preklapljali med kamerami na svojih ravnih zaslonih na steni. Zdaj imamo vzpostavljen brezhiben sistem z najsodobnejšimi kamerami, ki se lahko obračajo za 360 stopinj. In dekleta, ki sedijo tam noter. Je res skoraj kot pregleden sistem, ki lahko odgovori na situacije, ki se razvijajo, medtem ko se razvijajo, namesto da bi čakali predolgo, da bi odgovorili. Tako ostaja varnost naša glavna prioriteta. V prihodnosti rad bi videl, da postane izobraževalna meka za judovsko ljudstvo. Do te mere, da imate program Birthright. Študenti, ki bodo šli tja in se nato vrnili na svoje fakultete, ko se vrnejo v ZDA ali Združeno kraljestvo ali kamorkoli in rekli bodo, veš kaj? Moraš obiskati tisti kraj, ker je bila to res neverjetna izobraževalna izkušnja. In če lahko pridemo do te točke, če lahko privabimo mlade ljudi na Oljsko goro, potem bom umrl srečen. No, še ne umri, ker te potrebujemo. In omenil si financiranje. Državno financiranje, kje še dobivate sredstva in kako lahko ljudje pomagajo, če želijo? Dogovor je bil, ko smo sklenili pogodbo z vlado, da bodo oni prispevali 12,5 milijonov šeklov, mi pa 12,5 milijonov šeklov za gradnjo te stavbe. Mi smo, ko dosežemo določene mejnike, smo prejeli obroke financiranja od vlade, vendar imamo še dolgo pot pred seboj. Ne samo to stiv, ampak nočeš, da bi ta čudovita stavba postala mrtva investicija. Želiš, da tam zgoraj obogati doživetje vseh. Torej, da bi lahko nadaljevali s smiselnim programom, bomo kasneje potrebovali dodatna sredstva.
Če bodo ljudje želeli prispevati, pričakujemo, mimogrede, da bo zaradi prekoračitve stroškov in inflacije materialov končna cena verjetno okoli 28 milijonov. Torej, 14 milijonov z naše strani in 14 milijonov strani vlade. Torej, če želijo prispevati, naj gredo na Harhazesim. HARHAZEISIM. Hazesim, harhazesim.org. Tam so gumbi za donacije, lahko gredo tja in donirajo s kreditno kartico, kokorkoli želijo donirati. Jeff Darby, bilo mi je v veselje, da ste bili v studiu in želimo vam vse najboljše. Hvala, Steve, hvala, ker ste me povabili.